koroške deklice in zvezi s tem tudi delo naših policistov. Ker imajo ljudje pravico poznati vse okoliščine, pa želimo danes seznaniti z nekaterimi dejstvi. Interes otroka je treba vedno postaviti na prvo mesto in ga upoštevati pri postopkih, ki se vodijo, tudi pri vseh izjavah o javnosti. Policija je vodila preiskavo suma spolne zlorabe nepristansko in nikakor ni in ne bo poteka preiskave prilagajala interesom posameznih strank. Policija v konkretnem primeru preiskave suma spolnega napada na otroka na podlagi pridobljenih dokazov, zbranih obvestil, ugotovitev strokovnih služb in drugih listin ni potrdila suma, da je bilo zoper deklico storjeno kaznivo dejanje spolnega napada. Policija je o svojih ugotovitvah z več kot 250 prilogami obvestila državno tožilstvo. Ne glede na osnovne ugotovitve, pa je policija dodatno predlagala okrožnemu državnemu tožilstvu postavitev strokovnjaka oziroma izvedenca psihološke stroke, da oceni prisotnost morebitne spolne zlorabe. Decembra lanskega leta sem odredil nadzor nad delom delavcev na upravi kriminalistične policije, generalne policijske uprave in policijski upravi Slovenj Gradec, in sicer v dveh predkazenskih postopkih, ki sta bila vodena zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj. Namen nadzora je bil prav ugotavljanje zakonitosti, strokovnosti, obsega kakovosti in pravočasnosti upravljanja nalog. Nadzorniki so proučili dinamiko preiskave tudi s ciljem ugotavljanja razumnih rokov za izvedbo posameznih preiskovalnih opravil, izdelavo dokumentacije in zaključnih dokumentov. V nadzoru so bili na policijski upravi Slovenj Gradec pregledani vsi dosjeji preiskovanj sumov kaznivih dejanj, ki so jih policisti policijske postaje Ravne na Koroškem in kriminalisti policijske uprave Slovenj Gradec prejeli v reševanje. Po opravljenih razgovorih in po pregledu dokumentacije je nadzorna skupina ugotovila, da je bila končna preiskava v omenjenem primeru opravljena strokovno in temeljito in da poročilo, govorimo o končnem poročilu, odraža zbrana obvestila, predvsem pa odraža dejansko stanje. Ugotovljene so bile sicer določene pomanjkljivosti, predvsem z vidika organizacije dela, hitrosti postopkov, načina sodelovanja med preiskovalci na nivoju generalne policijske uprave in policijske uprave, vendar poudarjam, slednje niso vplivale na sam zaključek policijske preiskave. Po zaključku nadzora sem potrdil poročilo in sprejel ukrepe za zagotavljanje boljše organizacije in vodenja dela tako na upravi kriminalistične policije, kot tudi na policijski upravi Slovenj Gradec. Rad bi vam predstavil tudi naše ugotovitve glede postopka izvršbe. Posebej bi rad poudaril, da izvršbe ne vodi policija, temveč sodni izvršitelj. Policija po nalogu sodišča izvršitelju nudi pomoč, ni pa upravičena preverjati, ali je sklep ali drugi akt, ki je podlaga za dejanja izvršitelja, pravnomočen in izvršljiv. Policija je skratka dolžna odzvati na zahtevo sodišča za asistenco in pomagati izvršitelju. Pri nudenju asistence v konkretnem primeru policisti niso opravljali nobenih dejanj, za opravljanje katerih je pristojen sodni izvršitelj, kar pomeni, da noben policijski ključavničar ni vlamljal v hišo, kot boste videli kasneje na posnetku, ne gre za delavca policije, prav tako niso opravljali hišne preiskave. Policisti so s svojo prisotnostjo le zagotavljali javni red in mir na kraju izvršbe, kar, kot sem že povedal, potrjujejo tudi policijski posnetki. V stanovanjski hiši v času asistence ni bilo nobenega detektiva. Lastnik nepremičnine o prihodu na kraj ni upošteval zakonite odredbe policistov, zato so slednji ravnali v skladu s svojimi pooblastili. Nobenega fizičnega nasilja nad lastnikom nepremičnine ni bilo. Res pa je, da so mu policisti zaradi njegove kršitve s telesom in prijemom za roko začasno preprečili dostop do hiše. S polno odgovornostjo vam zagotavljam, da sta za policijo varnost in pravice otrok
na prvem mestu, da smo posebej občutljivi na postopke v zvezi z otroci. Zato jih tudi pazljivo načrtujemo. Posnetek petkove izvršbe, ki sem si ga tudi sam ogledal, da bi preveril očitke, ki so se pojavili v zadnjih dneh v javnosti, potrjuje, da so bila ravnanja policistov profesionalna in korektna. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala. Kot rečeno, veliko neupravičenih kritik je od petkovi izvršbi padlo na delo policije, zato predlagam, da nadaljevanje gospod Klemen predstavi te zvezi na ključnih dejstev. Hvala lepa. Ko sem to vdelila, ne vidim se eno samo. Pri pripravi na asistenco na Policijski upravi Slovenj-Gradec smo upoštevali vse znane podatke, posebej tudi vsebino iz zaprosila za nudenje asistence, ki se je nanašala na izjave, se pravi domnevnega upnika oziroma dolžnika, da bo z vsemi sredstvi preprečil izvršbo in seveda, da bo to poskušal varovati tudi, pa ovirati z živim zidom in da bo se izvršba lahko upravila samo preko njegovega trupla. Zdaj, okoli številk na kraju je bilo veliko navedenega. Nedvomno je, da so na hiši, oziroma pri hiši, kjer se je izvajala izvršba, bilo prisotnih 6 uniformiranih policistov in en kriminalistični tehnik, vseh vključenih v to nudenje te asistence pa je bilo 14 naših zaposlenih. Zdaj, generalni je že predstavil vrsto stvari, jaz bi se zdaj dotaknil samo še par tistih, ki jih že on ni označil kot takšne, ki so bile izpostavljene v preteklih dneh. To je očitek, da bi lahko vsak policist odstopil od nudenja asistence. Moram reči, da to ni res, da je šlo za izvajanje uradne naloge, ki so jo policisti izvajali skladno z zakonom in so jo bili dolžni opraviti. Na to tudi očitki glede, da smo v policiji, da so policisti omogočili dostop in hod, da so lahko se gibali po stanovanju neupravičene osebe, na primer kot mati otroka, ki je bila upnica, njen odvetnik, zasebni detektiv in podobno. Tudi to ni res, kot je že generalni direktor poudaril, da je izvršbo vodil sodni izvršitelj in še enkrat policisti so samo zagotavljali varnostne pogoje za izvajanje te izvršbe. Na kraju ni bilo nobenega zasebnega detektiva. Tudi očitek, ki je bil, da policisti niso vzeli resno prijave tatvine, ki je bila prijavljena kot tista, da je bila izvršena v hiši, kjer se je izvajala izvršba, tudi to ni res. Policisti so sprejeli ustno kazensko ovadbo, na zapisnik obvestili o tem pristojnega državnega tožilca, tudi preiskovalnega sodnika in tudi policiste Vrhovnega državnega tožilstva. Na to so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in seveda zdaj zbiramo obvestila v tej zvezi. Toliko na kratkem v tem delu z moje strani. Pa preden gremo na vprašanje, mogoče najbolje, da se nekaj teh insertov res pogledamo, ker slika v bistvu pove več kot... Te posnetke bomo bolj dobili ali posnamemo jih tu? Mogoče lahko malce pokomentira, ne? No, na posnetku se vidi, ko je tak ustavničar, katerega je sodni izvršitelj določil, da bo odpiral tiste prostore, ki jih pač dolžniki ne bodo na poziv odprli. Tu pač vidimo, kako je pač to izvaja, da to ni noben policijski delavec, ker policija pač v tej zvezi nima kakršnikoli nalog pri nudenju asistence. Odpiranje je bilo nekaj težav, zato se postopek pač nekoliko zavlekel. V nadaljevanju bo tudi prikazano, kdo je vstopal v te prostore. Dejansko so vstopali izvršitelj, socialna delavka iz Centra za socialno delo iz Raven, potem
mati je otroka, vsak ključavničar in 3 policisti v uniformi in policist, ki je pač ta posnetek dokumentiral. Pozarjam, da tudi bodite pozorni na tam, ko se bo videlo, kakšno je stanje bilo, ko so pač ti stopili noter, da so bili veliko predalov bilo odprtih, tudi omare. Takšno stanje so tudi vsi, ki so bili tudi zapustili. Da to, kar je bilo na prejšnjih posnetkih pač videno v medijih, ne drži. Odpiral in iskal v prostoru je izključno in samo ta sodni izvršitelj. Policija ni nobenega prostora odprla, nobenega predmeta, nobene omare in ničesar. Opravljala je zgolj tiste naloge, za kar je pri asistenci dolžna. To pomeni, da zagotovi nemoten postopek in varnost tega sodnega izvršitelja in ne nazadnje tudi vzdržuje javni red in mir, če bi prišlo do kršenja le-tega. 2 prostora sta bila zaklenjena, to je bil ta prvi, ko vstopamo v stanovanje in potem še spalnica. Bila tudi zaklenjena. Seveda predhodno so bili dani pozivi, da jih pač odprejo, to vendar tega nihče ni upošteval, zato je prišlo do nasilnega odprtja. Ja, to je sodni izvršitelj. Mogoče v pojasnilu, sodni izvršitelj ima to vlogo in tudi on lahko določi, katere osebe sodelujejo pri postopku izvršbe. Tu je pač oceno, da bi bila mama neposredno zraven, ker bi lahko tudi neposredno, če bi ob najdbi kar otroka prevozila. Na dvorišču so pa vse skozi izvršbe stali 3 policisti, ki so pač odzunaj na območju, kjer je bilo omejeno gibanje, upravljali svoje naloge. Potem 2 odvetnika, odvetniške pisarne Kos, ki sta pač odvetnika mame in strokovna delavka iz varne hiše, ki je bila za mamo. Te osebe niso vstopile v noben prostor, ampak vse skozi bile odzunaj. To je zdaj spalnica. To je zdaj ta spalnica, ko je tudi se po medijih vrtelo, da je vse bilo odprto potem. To je pač ta strokovnjak za odpiranje dela na poziv izvršitelja in je tudi tu to opravil. Tu vstopa pač sodni izvršitelj, tu se vidi informirani tudi ključavničar. To je bilo tudi po medijih pokazano, ta prostor. Tu se tudi nazorno vidi, kdo je odpiral in iskal, ker mi otroka v stanovanjih teh nismo iskali. Ja, no predal se vidi, da je bil tudi odprt, ko je bil učitelj, da je to policija odpirala pa iskala otroka v predalu, kar dejansko ne drži. Tu so se bo vrata sama odpirala, ker je pač polna omara. Bil je očitek, zakaj je toliko policistov, vendar vsi se moramo zavedati, da tule v tej zgradbi, ki je kar precej velika, je več stanovanjskih enot, ki so medsebojno povezane. No, tu naj bi se zgodil ta incident fizičnega nasilja. Kaj se tu dogaja, lahko poveste zraven? Tu poteka, ker je tu območje omejenega gibanja, prišla sta tale oče od dolžnika, tale v zelenem, ki je prijel žensko, katera je bila nepoklicana in ni imela pravice vstopiti na to območje, kjer se je izvajal ukrep policije.
vendar je objel in poskušal direktno na policista se preriniti mimo njih. Bil je opozorjen, da tudi če ne bo upošteval odredbe, bo zoper njega uporabljena prisilna sredstva. Policist je tudi dejansko uporabil minimalno, pač kar je bilo možno. To pomeni, da je svojim telesom v bistvu se postavil in tako odvrnil od nadaljne namere tega gospoda. V nadaljevanje je gospod upošteval, zato je lepo prosto šel, kamor je pač želel, ker je tudi tu. Gospe pa do konca izvršbe, tu je še trajalo približno 10 minut, nismo dovolili, da gre na kraj izvajanja izvršbe. Dobro, nekaj osnovnih informacij ste v tem delu pridobili, seveda ste zdaj vabljeni, da postavljate vprašanje, vse, kar vas zanima, prosim vprašajte, tukaj imate vse pristojne sogovornike, da vam lahko podrobno odgovorijo na vprašanje. Gospoda Fermeta bi vprašala, rekli ste, da se seveda odločite, koliko policistov gre na teren na osnovi pač teh dokumentov sodnega izvršitelja in glede na to, da ste pač imeli podatke, da bo ta oče skušal s svojim telesom preprečiti. Pa kako vendarle ste prišli pač do te številke 6 policistov plus tehnik, pa potem še 14 pripravljenosti, ali je bilo to dovolj policistov, premalo? Kako se naredi ta načrt? Za pripravo teh načrtov so določene izkušnje, določena metodologija in mi smo vse te, dozdajšnje izkušnje upoštevali in na tej podlagi je potem bil narejen ta načrt. Mi ocenjujemo, da je bilo število primerno. Samo mogoče opomba, ne gre 6 plus 14, ampak je celotno. Ne, 6 plus 6, te, ki so bili pripravljeni, plus te. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Robert Marin, CEO. V bistvu me zanima, če drži informacija, da oče je prijavil dečka zaradi suma posedovanja otroške pornografije na GPU 22.4.2010, zadeva pa je na to pol leta ležala v predalu, ko to trdi gospod Munc. In da se iz tega naslova pač gospod Tatjana Mušič ni odzvala, ko bi se moral. Lahko jaz si govorim. Govorite samo. Kazenska ovadba je bila dejansko podana v spomladanskih mesecih leta 2010 in približno mesec po tej kazenski ovadbi je že bilo podano poročilo na okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu. Zaradi nestrinjanja s to preiskavo je bila opravljena še dodatna preiskava v sodelovanju z delavci uprave kriminalistične policije, kateri so usmerjali določene postopke. Ta preiskava je potekala vse do zaključka leta 2010 in je tudi mesec v januarju bilo podano dodatno poročilo na isto tožilstvo. Idemo naprej, so še kakšno vprašanje? To se pravi, če zdaj nekako pozamemo, so na policijski upravi Slovenj Gradec končali vse postopke v zvezi s tem dogodkom in so pač zadeve, kjer pač so pač na tožilstvo, če smo prav razumeli. Glede na to, da bi tudi upravljali nadzor strani ministrstva. Ja, če govorimo o tem predkazenskem postopku obravnave suma storitve kaznivih dejanj, je kompletna zgodba bila predana okrožnemu državnemu tožilstvu, mislim, da je januarja letošnje leto. To je tisto, kar smo prej omenili, da gre za 250 prilog. In tisto, kar je zelo pomembno, mislim, da sem tudi včeraj bilo zaznano v nekaterih medijih, odločitve tožilstva, ki so praktično povezane z našimi predlogi. Mi smo ne glede na to, kar sem poudaril od naših osnovnih ugotovitvah, da z tem zbiranjem obvestil, pregledom dokumentacije, vključenje strokovnih delavcev, nismo morali potrditi kakršnihkoli razlogov za sum, kljub temu predlagali tožilstvo, da odredi izvedenca in tožilstvo očitno po naših informacijah to tudi storilo. Kompletna zgodba se pravi nadaljnji morebitna uvedba preiskave ali kakršnekoli pregona je potem v rokah pristojnega okrožnega državnega tožilstva. In če bo potrebno, bomo potem tudi v policiji izvedli še dodatne ukrepe, koliko bo tožilstvo naročilo ali pa posredovalo usmeritev.
A pa ste v tem primeru ravnali tako ravno zaradi tega, ker gre seveda za otroka, glede na to, ker verjetno se predstavljam, ko zaključite neko kazensko ovadbo oziroma poročilo na tožilstvu, se tukaj delo policije konča. Ste ugotovili, da ni bilo sumov. Ravno zaradi te subtilnosti, o kateri sem predhodno govoril, gre za interese in pravice otroka. In v tem primeru, verjemite, policija v takšnih primerih vedno ravna na ta način, da poskuša vse kakršnekoli možne resurse, ki jih lahko še tudi kakšna druga inštitucija ali drugi izvedenec stori. Prosim. Nažalost, mogoče samo še do, nažalost, samo pomba, policija je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna upravljati tudi takšne naloge. In vedno v primeru nudenja asistenc pri izvršbah, vedno pač izlita gnojnica na delo policije, ker je vedno pač policija prikazana v takšnih situaciji kot neka horda, ki za svojo uporabo fizične sile s pooblastili pač onemogoča pravice nekomu. Tako je in drugače pač policija si zakonu ni pisala, kar pa v policiji poskušamo, pa kar ste mogoče vse delno videli na posnetkih, je pa, da resnično poskušamo biti, ali pa policisti res tolerantni in poskušati to svojo prisotnost, kar je edina naloga policije, narediti na ta način, da ne prizadenemo vseh tistih, ki so sodelujoči, se pravi stranko v postopku. Hvala. Je pa, se pričem, je pa prav se, da je izvršba to policistov. Ja, če je ocena, pa če pogledate samo čisto življenjsko, v primeru, tem konkretnim primeru, pa glede na to, kaj vse je bilo že predhodno v javnosti rečeno, kako bo v bistvu zaščiten otrok, verjemite mi, da policija kaj preprečuje, ne samo kršitve javnega reda in miru, ampak lahko tudi tragedije, kar bi se lahko zgodilo. Torej, če ni več vprašanj, se vam zahvaljujem za današnjo udeležbo. Hvala. Hvala.